otroštvo je bilo kot vseh kmečkih otrok. Dokler se ni zgodilo to, kar se je, ne. Ko je bil oče izdan, ker je bil kmečki voditelj, so ga izdali domači izdajalci, tako rekoč. In so ga Italijani prišli iskat 27. oktobra 1941. Doma v hiši so ga vklenili. Otroci smo pri peči sedeli, jaz pa brat, mame pa ni bilo doma. So počakali, da je mama prišla in takrat so ga odpeljali. Bili so pa oblečeni v črno, z nekimi baretkami, tudi črnimi, ampak so imeli rdeče kravate. Črne srajce, rdeče kravate. To sem si zapomnila kot otrok. No, in ko so ga odpeljali, mama je jokala, ampak mi nismo znali, zakaj. No, in drugi dan je mama vjutro rekla, da je tata bil slabo oblečen in je rekla sosedi, daj malo pomerkaj na otroke, bom ja Francetu odnesla za preobleč. In ko je prišla do italijanske rampe pri cerkvi na Svinjem vrhu, mislila je pojti v župnišče, ker je znala, da so tam zaprti. Pa je niso pustili noter, je pa istočasno slišala strele, 2 strela. Rekla, da jo je takoj prešinilo in jo znala, odkot so. No, in so jo vrnili domov. Domov je prišla in očeta in ukavca, ki je bil z njim ubit, je našel v razvajah svak od mamine sestre mož, ki je šel iz Vinice peš in je videl, da tam ležita. Streljana sta bila pa odzad, da sta ležala na tako, ne, vznak, ne na hrbtu, ampak tako, da sta imela obraze obrnjene v zemljo. Nihče pa ni smel pojti za pogrebom. Na Vinici so jih Italijani sami pokopali, nihče ni bil zraven. Rekli so pa, potem je en zdravnik rekel, da so očetu glavo odprli, ne vem zakaj. To ne vem, ampak sem pa to slišala že potle kasneje. To je bilo hudo, ne, nihče ni smel ne blizu, nismo znali, kje je grob, dokler niso Italijani odšli. Takrat je šla mama prvič na Vinico, na grob, ko je bilo, mislim, že konec okupacije. So pa potem iz občinskega odbora Zveze borcev postavili spomenik na Vinici in je to obeležje še vedno tam, grob je tam. Nismo ga smeli ne prekopati, ne nič. Tako da imamo grob na Vinici, ne na domačem pokopališču. Tako da to je bilo potem hudo, ne. Sami smo ostali z mamo, kmetija, revščina, vojska, vse je bilo na enem kupu. Nekako smo se pobrali, mama je imela dosti dela, seveda je, da so majhna. Očeta so, vse kot je zaslediti iz dokumentov in literature, so skupaj s Mukavcem. Mukavec ni bil zaradi politike izdan. Ne znam, zakaj so njega, ampak tudi je ostalo 5 otrok na hribu, ne. To je bilo hudo, ne, zelo hudo. Naš je pa bil zaradi čiste politike, to je znano, ne. To so vsi znali, ne, ker je pač bil nekomu v napoto. Ja, pa med organizatorji upora je bil, ne? Ja, seveda, to je bil. To je bilo, da se vsaka akcija rodi reakcijo, ne, to je, tako je, ne, to so dejstva. Oba so zaprli v župnišču najprej? V župnišču, ja, in so rekli vaščani potem, kjer so to oprezali, čeprav je bila 2 hiše so izselili Italijani in je bila žica je bila okoli njihove postojanke, ne, to so bile 2 žice.
dve hiše izseljene, vsak na eno stran so bili izseljeni, vsak na eno stran vasi, čeprav so bile to velike družine, ampak so mogle pojti ven iz hiše, ker so to oni. Ena je bila pa prazna tam pri vodovodu, ono so pa zažgali Italijani. Češ da ne bi bil nekdo notri, ne. Tako da, saj so rekli vaščani, da so jih najbrž strašno mučali ali pretepali, da so tako tulili, da jih je bilo po vasi ven čuti. Danes je to, marsikaj je bilo rečeno že in povedano, koliko so te priznavalnine so bile toliko vnos nekaterim, ja seveda onim, ki so bili na drugi strani, ne, tako. Niso nič. Nišče se pa ne spomni onih, ki so bili vlozi, recimo poznam enega, se žlahta naša bil, je šel fant 19 let star k partizanom, 4 leta ga ni bilo domov, mama ga ni videla, niti nihče. 4 leta, ne. In so rekli, on ima veliko penzijo, mislim, da si jo je zaslužil, čeprav je ni dolgo živel, ne, je potleh mrmr hitro. Tako da, mislim, ta favšarija je bila na višku, še danes se to čuje, tudi od tistih, ki so rojeni 50 let po vojni, ki nimajo blage veze o vojski, sploh ne znajo, kaj je, niso probali nič na svoji koži. To, kaj se reče, da so naši so povedali, to je slaba uteha, to ni dobro, ne. Naši so povedali, kakor so oni hteli, ne pa kako je bilo v resnici, ne. Naši so povedali to, kar je njim odgovarjalo. To pa ni dobro, ker danes mladina zelo malo zna ali pa nič o drugi svetovni vojni, skoraj da nič, ne. Znajo samo to, da so partizani po vojni ubijali, a ono, kaj so Italijani, Nemci prej, to je bilo okej, ne, to ni bilo narobe, ne, ampak se ne zavedajo, da vsaka akcija rodi reakcijo, to si naj vsak zapomni, ne glede, tudi cepljenje, ne samo vojska. Koliko je bilo pobitih nedolžnih ljudi, pa ne moreš reči, da je bil on domobranec ali domoljub, ki je podpisal prostovoljno vstop v nemško vojsko. Ne, to nikakor ne more biti, ne. Čeprav marsikdo je bil zaveden, to priznam, ker so bili ljudi nepismeni, ono, kaj včasih je bilo to tako, ne. Kar so rekli oni, ker so na to stvar drugače gledali, je bilo prav, ne, ampak in podpisali so vstop v okupatorsko vojsko, čeprav to niso domoljubi. Saj so bili kmečki fanti, so bili zavedeni, ne bi rekla, ampak marsikdo pa tudi ni bil. Oni, kjer so pa to delali, pa niso bili zavedeni, oni so dobro znali, oni so delali za denar. Tako je to, kaj češ, nobena vojna ni dobra, vsaka prinese zlo. Če tudi se o tej osamosvojitveni vojni, ki je trajala samo 10 let, se toliko piše in govori. 10 dni je trajala, ja, 10 dni. A ona, ki je trajala 4 leta, ona gre v pozabo počasi. Ali saj upajmo, da ne bo šla, ne. Upajmo, da bo še kaj ostalo. Da bo nekje kakšna dokumentacija ostala tudi o teh žrtvah, o teh ljudeh in o tem trpljenju. Vaš oče, France Špehar, je bil angažiran že v Kraljevini Jugoslaviji, ne? Je bil eden izmed komunistov takrat angažiranih. Tako. Kako je bilo s tem? Ja, to je bilo ilegalno, ne, ampak so pa le znali, da je nekje, ne. Njemu so pa sporočila pošiljali prijatelji, so rekli, France, iskat te bojo prišli, makni se. No, po je pa drugi mu še en sporočil, baje je bil Kreft, ne znam točno. Ivan Kreft. Ja, morda Ivan Kreft, ne znam točno, ampak je rekel, pravi, če te ne dobijo,
bodo družino izselili in vas zažgali. Pa je pa mama rekla, da je oče rekel, pravi, nisem nikomar nič kriv, ne bom bežal. Pravi, ne bom riskiral vas in družine zaradi sebe. In je počakal doma, ni šel nikamor. Počakal je, da so ga prišli iskat. Mislim, da je to bilo neka junaška smrt. A se ve, kdo ga je potem izdal, a ni jasno to? Je, to smo, ja pa mama smo znale. Samo ja pa mama smo znale. In je mama 100-krat rekla, da ne bi Vlado znal. Pravi, ker bo imel tudi on krvave roke. In ona tudi ni dala nikdar, da bi brat nekaj znal o tem. Ker sama znam, da bi imel krvave roke, če bi znal sigurno, ne. To pa kaj, kdo ga je, ne. To sem skoraj da sigurno. Aha, da bi se maščeval. On bi se maščeval in je rekla mama skozi, pravi, ne zakaj bo imel on tudi krvave roke, pusti, naj ne rabi znati. In nikdar ni čul. Nekaj časa je bil učitelj na Sinjem Vrhu tudi Lado Ambrožič Novran. Ja, eno leto, on je bil pa po kazni postavljen sem, ne, češ, da bo v zakotnem kraju, da ne bo deloval, ampak je z očetom zelo dosti sodeloval, ne. In gor je hodil na Gorico. On je bil sicer po poklicu pilot, ampak je rekel, da njegov avion ne bo letel, ne. To, zdaj, Ambrožiča se ja ne spomnim kot učitelja, ker mene ni učil, to je bilo 39. 40. leta. Samo eno leto je pa bil tu, ne. Nič več. Ker sin je napisal knjigo. Sin je dokončal, oče je začel, sin je dokončal, ja. Se tam je notri, vse, mislim, piše, kaj je bilo na Sinjem Vrhu in s kom se je družil in vse to, ne. Je pa, na kosilo je pa hodil tu, kjer sem jaz zdaj, ne. K vam, domov? Tukaj. V to hišo? V to hišo, ja. So rekli Guštinkinem. Tu je imel kosilo. Je bil, ja. No, tu so bili tudi, tašča moja je bila tudi odbornica med vojno, oče je bil že starejši, ona je bila tretja žena, ne, tašča, in je bilo tu veliko otrok, ne, tu so bile dosti jih je bilo, ne. Ampak tudi, tu je bila Vida Tomšičeva s svojim sinom, z Miškotom, ko so Toneta bili in so njo lovili, ne. Na Sinjem Vrhu? Tukaj je bila, v oni sobi odzad je spala. V tej hiši? V tej hiši, ja. Tu je bila. Tudi en čas potem je bila pa v mlinu pri Fortunu, v Krivcu so rekli, ne. Tam, kjer je Fortun mlin. Drugače je bila pa tu. In je Vida še po vojni, ko sem že ja bila tu za nevesto, je prišla Vida sem, Tomšičeva, k mami pogledat. In celo enega zdravnika je zrihtala v Ljubljani, ki je nekaj zbolela, nekega Lavriča. Tu je šla tudi slovenska delegacija, čez Sinji Vrh, na drugo zasedanje. In so tu pri nas spali, tu pa pri Fortunovih so spali, ta delegacija je tukaj spala, ne. Tudi so bili vsi zastraženi. In zdaj, ne znam, nekomu sem dala ono knjigo Spomini na partizanska leta, notri je vse napisano, kjeri so bili, Kocbek je pisal menda, ja. In je tu še, mislim, ena anekdota je notri. Vidmar je vprašal očeta, kako je oče, ki je bil že tako neka, bolj tako švoh, ne. Starejši je bil, iz palico je hodil. Ja, je rekel, dobro, ampak kuge lakote vojske in mlade žene reši nas Gospod. Ne, to piše v knjigi, tako smo prebrali. Sam čakajte, oče je bil 41. ubit? Moj oče. Vaš oče? Ja, ampak ta oče od tu. Iz te hiše? Iz te hiše. Kako se pa ta pisal? Žalec. Žalec? Žalec. Aha. Ta, gospodar te hiše? Gospodar te hiše je bil. Aha, njemu je rekel tole. Njemu je, Vidmar ga je vprašal, oče, kako je. Je rekel, kuge lakote vojske in mlade žene reši nas Gospod, ker njegova žena je bila 22 let mlajša od njega, ne. Aha. On je bil pa tako, mislim, humorist je bil bolj tako, ne. In je tako rekel, ne.
Zdaj se nahajamo na Gorici, ki je 1 kilometer oddaljena od Sinjega Vrha. To je moja rojstna hiša in bivališče mojega očeta od 1924. do 1941. Od tu so ga odpeljali in ga v Razvajah ubili. Tu se spomnim tudi ranjencev, ki so bili v naši hiši in v oni gornji sosedovi, ko je šla tot čez vas brigada in so ranjence dali po hišah, kjer so bili zdravi, so se pa znašli, kako so se čez noč zaspati, po skednjih in po vse sorti. V tej dragi spodaj so imeli pa kotle, enega vola, ubitega so nekje pripeljali in so za to brigado kuhali. Ne. In zjutraj, ko ni bilo še dobro niti videti, je prišel kurir, je rekel, da bombardirajo Seče selo pri Vinici, je to ena majhna vas, da iz hrvaške strani mečejo bombe, da i to so popakirali ranjence na nosila in to so vse pustili po dragi tako, kot je bilo. Nihče ni nič rekel, da bo kaj pospravil ali kaj, se ni bilo kdo. Oni so bežali in so šli gori v ta hrib. Kam so šli, ne znam. Ranjence so nosili na ramah in so prišli čez ene dobre 2 ure Nemci, enih parih je šlo od hiše do hiše, so spraševali, se spomnim, ko so mamo vprašali, če je videla bandite, rekla, da ni. Vsi znaki so bili po vsi vasi, slama, kotli, vse je bilo razmetano, tako da je bilo vsak, tudi prizadet je lahko videl, da so od tu pred par urami prošli, ne. Tako da niso pa bili Nemci ne nasilni, ne hudobni, ne nič, samo spraševali so za bandite. Nahajamo se pred bivšo osnovno šolo Sinji Vrh, ki je bila tu od 1860 do 1974. leta. Zdaj je stavba v lasti lovske družine Sinji Vrh, ki so jo tudi zelo lepo obnovili in vzdržujejo. Na tej stavbi je odkrita spominska plošča 1959. leta vsem padlim iz krajevne skupnosti Sinji Vrh, to je od Kota do brega hriba Selce. Vseh 10 vasi je zavzetih, tu so napisani vsi ubiti.